Maribor je najprej pogorel na igrišču, šele nato na tribunah. Še tolažba, da bo Evropo v Ljudski vrt pripeljal vsaj Aluminij, visi v zraku. Klub iz Kidričevega, ki je spisal eno lepših zgodb letošnjega nogometnega leta, 80. obletnico kronal z osvojitvijo pokala Slovenije in si s tem zagotovil kvalifikacije za Evropsko ligo, je kot prvo opcijo za gostiteljstvo mednarodnih tekem prijavil Ptuj. Maribor pa dal le v rezervo. Redni najemnik stadiona NK Maribor bo v prihajajočem poletju le opazovalec. Administrativni poraz za 0-3 na zadnjem večnem derbiju proti Olimpiji, podkrepljen z rekordno visoko kaznijo disciplinskega sodnika zaradi razgrajanja navijačev in kar 5 domačimi tekmami brez gledalcev, je bil zadnji udarec za vijoličaste v lovu, ki se je nazadnje sfižil leta 2008. Blamaža na derbiju, ki ga je precej bolj kot žoga zaznamovala pirotehnika, je bila le najnižja točka klavrne sezone. Večino teh klofut si je zasedba iz Mladinske ulice prisolila kar sama. Trenerske rošade niso pomagale. Novačenje igralcev z donosnimi pogodbami, a vprašljivo motivacijo še manj. Maribor je najprej pogorel na igrišču, šele nato na tribunah. Da klub potrebuje reset, smo v Večeru zapisali po sobotnih incidentih. Ta se je delno že začel. Na čelu društva je od srede nov obraz. Zgodovina kluba mora biti navdih, ne breme, poudarja Uroš Mlakar, novi predsednik kluba. Brez kapitala ne gre, a zgolj razkošne plače za nogometaše še niso dovolj, da se na igrišču zgradi in uigra dobra, povezana in uigrana ekipa. Tega bi se po 2 letih pod Kalvarijo morali naučiti tudi turški vlagatelji. Premik se je zgodil tudi v javnem nastopanju kluba. Če so 2 leti nazaj, ko so zaradi incidenta v Murski Soboti ob visoki denarni kazni doživeli še poraz za zeleno mizo in morali za 4 tekme zapreti domači stadion, še pisali pritožbe in tožili o krivičnosti sodbe, so tokrat, ko so popravili svoj rekord, kazen sprejeli brez ugovarjanja. Zavedanje, da so si Godljo, ki je po kolapsu na igrišču sprožila še reakcijo na tribunah, skuhali kar sami, je v klubu prisotno. Recept, kako izplezati iz krize, pa bo treba še najti.